Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes sem dobila vprašanje, kako počistiti podzavest. No in sem rekla, sama pri sebi sem se sicer nasmejala, kako preprosto vprašanje na za tako težek odgovor oziroma tako kompleksen odgovor. V glavnem, če gledamo podzavest, da je podzavest primerljiva z ledeno goro. In ledena gora, vemo, da vrh, kar je nad morjem, je mogoče 10-15% je to, kar gleda izven gladine morja, in to je vrh ledene gore. In vse ostalo je pa tle noter od spodaj in ta ledena gora, ki plava po morju, dejansko ni tale otoček, ampak je vse to, kar je spodaj. No in to je v bistvu naša podzavest. To je zavestni in to je podzavestni No, jaz sem zelo kmalu, se pravi, leta nazaj prišla do zaključka, da imam velike težave s svojo podzavestjo. Ker zdaj, če gledam svojo pot, pri 22 letih sem pustila službo in se odločila, da bom delala v življenju zgolj to, kar me osrečuje. No in potem sem se lotila, najprej sem knjige prodajala po šolah in potem sem prišla do podjetja Neolife in sem začela delati predstavitve na domu. In vemo, da recimo kdor je delal predstavitve na domu, ve, da to ni tako enostaven posel, ker pod prvo se moraš zmeniti, da prideš nekam, potem moraš odpredavati in na koncu seveda tudi ponuditi, če bo kdo kakšno stvar vzel. Brez da imaš občutek, da prosjačiš, brez da imaš občutek, da je prodaja slaba in predvsem moraš vedeti, kdo si. No, tako da v glavnem. Jaz glede prodaje nisem imela nobene težave, pa vem, da ima ogromno ljudi težave s tem nekaj prodati. Lahko podarijo, ne morejo pa prodati. In a veste zakaj? Zaradi tega, ker imajo prepričanje, in to je zdaj že v podzavesti, vse, kar je prodaja, je prostitucija. In mogoče predelujejo prostitucijo iz nekega življenja, lahko vi predelujete, ali pa ta oseba predeluje pač svojo prostitucijo, lahko pa predeluje sveto inkvizicijo in je obsojala vse, ki prodajajo. Se pravi, je tista, ki obsoja. In jaz točno vem, da recimo, ko sem začela pač s tem poslom se ukvarjati, moja soseda, tam, kjer sem nekoč živela, je visoko izobražena, pač živi življenje, veste, tako normalno življenje, se pravi, hodi v šolo, pridobi si zelo visoko izobrazbo, najdi si varno službo, najdi si moža, otroke, vsak dan ali vsako nedeljo k maši in tako pač ta okviri. No, in jaz pač teh okvirjev, veste, da sem jih majčkeno razširila in enkrat vem, da sem njeni mami prinesla alojo za mazati. In ona je bila doma na obisku in pravi, a ti še kar tisto prodajaš? Tako, samo plunila ni name, no, na ta način. In zdaj seveda, če bi bil to moj primanjkljaj, pa bi rekla, ja, samo to delam. Bi bila že, a ne, se pravi, če bi bil primanjkljaj, bi odreagirala, tako pa sem rekla, ok, sveta inkvizicija, pustimo. To je njen problem, če ona obsoja nekoga drugega, ki dela nekaj drugega, lahko obsoja tudi nekoga drugega, ki ima drugačno vero, kot ona, se pravi, verjetno obsoja vse, ki niso v tem njenem okvirju, ki določa, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi in kako mora biti. No, v glavnem. In to je spet podzavest, ne? To je tudi njena podzavest, ker njena duša se je odločila verjetno, da bo razširila te okove in zato se je izbrala točno to. No in v glavnem, to, kar je tukaj gor, ne, je pa obsojanje. Zakaj nekoga obsojamo? Ne? Recimo spet moja soseda zadnjič sem pravila, je rekla, a ti si pa ločenka. Se pravi, to je njena podzavest, je povezana s tem, da obsoja vse, ki so ločeni, ona pa vztraja v gnilem zakonu, samo da je poročena. Tudi neka gospa, znanka, družinska, je bilo pač ravno tako glede ločitve. Vem, da ima tako gnil zakon,
ne bi razlagala o njenem zakonu, ampak ima pa leta in leta težave s koleni in to nakazuje direktno na spolno čakro. In zdaj, kaj se dogaja za 4 stenami in kaj se dogaja v njeni spalnici, nimam pojma in me ne zanima, ampak njeno zdravje govori o tem, da ona kot ženska ima za predelati, nekaj tukaj noter v podzavesti ima kot ženska za predelati. Zdaj, kako najbolj enostavno vemo, da imamo težave s podzavestjo? Težave s podzavestjo nam dejansko kažejo naše fizične težave na našem zdravju. Se pravi, če nas nek določen organ boli, če imamo določeno težavo, in seveda zdaj vam bom kazala knjige, ko imajo čakre žur, in tukaj takoj na začetku sem pisala telo kot zemljevid. Telo opozarja in telo nam govori. Recimo, tukaj govorimo o jeziku na strani 38, ko imamo težave z zdravjem, jezik razkriva stanje telesa. Kdor ima težave s konico jezika, ima težave s srcem. Kdor ima težave tukaj pri kraj, ob straneh, ima težave s pljuči. Kdor ima težave na desni strani, ima težave z jetri in žolčem. Kdor ima pa težave na sredini jezika, da ima počeno sredino jezika, je težava z želodcem. Pa rečemo, jaz imam težave z želodcem, kaj naj požrem? Ja, prav je, vzemite brinove jagode, žvečite brinove jagode, je to super. Ta recept imate v knjigi, ko ima življenje žur, in tukaj noter, ko imajo čakre žur. V glavnem žvečite brinove jagode in si pozdravite stanje želodca. Ampak čustvo, ki pa deluje na stanje želodca, je pa verjetno nekaj drugega. Mogoče je žalost in mogoče te žalosti ne morete prebaviti. Mogoče je razočaranje nad ljudmi, nad okoliščinami. Ne vem, zdravje nam govori. No, potem prej sem govorila, če imate suho kožo na konici nosu, to je na strani 34, vam telo sporoča, da preverite z mišičnim testom. Žalostna sem zaradi, občutek imam, da je vse zaman. Se pravi, spet razočaranje, konica nosu je povezana z srcem. Se pravi, srce, žalost, radost in nasprotno čustvo. Se pravi, kdor ima s tem težave, bo imel ne samo težave z jezikom, z nosom bo imel težave, špikanje pri srcu in mogoče si ne upa priznati resnico, da mogoče nekdo, ki ga je že 1000-krat ranil, ne sodi več v njegovo življenje. Tukaj je še eno stran prej, obraz kot zemljevid. Recimo, kdor ima težave z, recimo tukaj gor, vranica, tukaj so jetra. In kdor ima ta del otečen, ima težave z jetri. Zdaj tukaj ne govorim, da je alkoholik, absolutno ne, ampak jetra vemo, da filtrirajo čustva in da ne zmorejo vsega prefiltrirati. In zdaj tisti, ki imajo pa pač težave še z alkoholom, ta del dejansko oteče. Potem recimo tukaj spodaj ta del je povezan s hormoni, sploh ženske, ki se vam delajo tukaj mozoli, to je povezanost pač s hormoni. Zdaj se moramo vprašati, če imate tukaj težave s hormoni, kater del telesa vam ne dela dobro? In se vprašate, jajčniki mogoče, ali pa mogoče hipofiza, ki določa delovanje jajčnikov. Pač zato uporabljate mišični test. In zdaj se spet vprašate, kako je pa možno, da na jajčnike deluje moja podzavest? Ja, možno je, se pravi, da jajčniki nosijo energijo življenja. Ravno tako seveda za moške velja pa moda. Nosijo energijo življenja, se pravi zapis novega življenja. In če jaz ne verjamem če verjamemo to podzavest, da je svet grd, krut in da bi bilo boljše, da se ne rodim, je mogoče možno, da bom imela težave pač z jajčniki ali pa moški, če ima ta prepričanje, zmodi, ker ne želi zaploditi novega življenja. Ker to nosi seme novega življenja. In to je spet povezano s podzavestjo. Tako da v bistvu naše telo nam ves čas sporoča,
kaj je za predelati, no pa tukaj prej imam pa še stopala. Recimo, kdor ima težave s stopali, strah me je življenja. In to preverimo z mišičnim testom. Zdaj tukaj vam ne bom še enkrat kazala, kako naredite mišični test, ampak poiščite na YouTubu, sem napisala, posnela video, kako delamo mišični test, ali pa dajte mišični test resnice. Tudi v knjigah pišem o tem, kako naredimo mišični test. In zdaj, če jaz samo, dobro, samo to ponovim, ta del mora biti sproščen. Kdor je v tem delu zategnen, ne more komunicirati sam s sabo, pomaga, če prekrižamo levo in desno roko, zaradi tega, da povežemo levo in desno polovico možganov, ker vemo, da leva polovica možganov vpliva na desni del telesa, se pravi na logični del, in leva polovica možganov deluje na čustveni del našega telesa, povezana je z ženskim principom, desna oziroma leva stran možganov je povezana z moškim principom, z logiko. In ko mi prekrižamo roki in jih damo na prsa, lahko tako na rame, vdihnemo in zmigamo tale ramenski obroč in prvo preverimo svojo resnico na svoje ime. Se pravi, če jaz rečem, moje ime je Minka, grem naprej in vi probajte na svoje ime. In potem, ko jaz rečem, moje ime je Pepca, kar nisem, grem nazaj. Se pravi, na ta način jaz določam svojo resnico. Moja resnica je na to, kar grem naprej. No in zdaj, če grem prav na knjigo, ko imajo čakre žur, in strah me je življenja. No in če jaz zdaj to preverim, strah me je življenja, ne, grem nazaj. Se pravi, prvi odgovor ali pa prva točka, kako pozdraviti podzavest, je to, da si priznamo, katere programe imamo v svoji podzavesti. In lahko jih je dejansko, glejte, jaz ko sem čistila svojo podzavest, jaz sem bila šokirana nad tem, kaj vse nosim v tem zapisu, ker seveda vlačimo po družinskem deblu 9 rodov, mi kot duša prinesemo s sabo in potem še spotoma kakšno stvar pridelamo, ker ne vem, nam je mogoče učiteljica v osnovni šoli rekla, da nimamo pojma, da ne znamo risati, pa imamo mogoče krasen talent izražanja, ampak mogoče ne v nekih okvirih, mogoče se na drug način izražamo, mogoče je naša kreativa v abstraktnem in to njej ni bilo všeč in je rekla, da smo slabi. In to pomeni, da imamo nek zapis, ki smo ga pridobili in ga je potrebno počistiti. In tukaj noter absolutno deluje zdravilna molitev dekodiranja. Se pravi, zdravilna molitev dekodiranja, ravno tako sem jo posnela v knjigah, je vsemogočni Bog. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane, recimo, če imate strah meje življenja, damo strahom glede življenja. Vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta in roke damo v položaj mudre za novo moč in potem si parkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo, tako da usmerjamo energijo v 4 zdravilna središča in sicer hipofiza, ščitnica, nadledvični žlezi in epifiza. In s tem vzpostavimo krog ravnovesja v našem telesu. In naslednja stvar pa je, da zapremo oči in si pred seboj predstavljamo to, kar mi želimo. Se pravi, končni rezultat, moč ustvarjanja. In ta moč ustvarjanja, se pravi, če je mene strah življenja, je moja težava in zdaj si slikam nasprotje od te težave. Se pravi, si slikam radost življenja, kako mene življenje podpira, kako se meni dogajajo čudeži, kako vse poteka harmonično in kako lahkotno grem skozi življenje in kako se mi odpirajo nove poti, priložnosti, kako uspevam, kako, ne vem, zato moram vedeti, kam grem. In to, kam grem, morate vi jasno zase vedeti, pa kaj si želiš. Ne preživetje, ne samo korakati, ampak gre se za to, da vi veste, kaj si želite.
In to je prva točka tega, a ne ta tretjega ustvarjanja. Kaj si sploh želiš? Kam greš? Se pravi, moraš vedeti, kaj te moti, da veš, da ustvarjaš nasprotje od tega, kar si želiš. In mogoče me je stvarstvo pripeljalo do tukaj, kjer sem, zato ker, ko sem pustila službo pred 30 leti, takrat sem vedela, česa ne želim. Vedela sem, da ne želim hoditi v službo, da ne želim delati v nekem kolektivu, kjer so ljudje dvolični, da ne želim delati za neko ograjo in čakati, kdaj bo konec ure, da bom jaz lahko šla domov, da se osvobodim, da rečem, končno petek. Jaz sem to vedela, pri 22 letih, jaz bom umrla v taki službi, ne moram. In ko sem gledala te postarane dame pri 50 letih, poslušajte, takrat so dame hodile v penzijo pri 50 letih. Mislim, da moja sodelavka je šla pri 49 letih v penzijo. In veste, kaj to pomeni? Jaz bi bila že 3 leta v penziji. Kaj? A si lahko predstavljate to? Mislim, jaz ne. In ko sem gledala te postarane dame, sem rekla, kakšna bom jaz čez 30 let? A to je to? A je to slika mojega življenja? Ne, meni je z vseh poršlo tako. Ne, to ni zame, ne moram. In če se je zdaj vam zgodil, da imate mogoče 43 let in veste, da imate že, vaša duša ve, vi ne. Vaša duša ve, da so dovolj varne okoliščine, da se vam upre. Ne reče dovolj, a ne razumeš, ne moreš več. To pomeni, da je vaša duša prišla do točke, ko vam je rekla, ko vam bo pomagala tudi pri tem, dovolj varno je, da začneš delati korake za sebe. Ne? Dovolj varno je, da začneš, da vzameš mogoče knjigo v roke, dokončno očiščenje in greš in prebereš. Ženska, ki sledi množici, navadno ne bo prišla dlje kot množica, in ženska, ki hodi sama, bo najverjetneje našla sebe na krajih, kjer nihče še ni bil. In to je rekel Albert Einstein. In potem naprej boste prebrali. Zdaj je na zemlji zadnje čiščenje. Tudi notranjost zemlje je postala zastrupljena. Zastrupljena je tudi gosta atmosfera okrog zemlje, ki sega 33.000 metrov nad površje zemlje. V tej plasti se je nabral ves strup, ki se je skozi tisočletja in stoletja polnil z oddajanjem negativnih čustev ljudi. V tej plasti krožijo tudi grozne misli, miselne forme, ki jih ustvarjajo ljudje. In zdaj, če si predstavljate, da mi to atmosfero dihamo, ta strup dihamo. Koliko strupa vdihnemo samo s tem, ker vdihujemo tudi ta nevidni del atmosfere. In jaz si to predstavljam tako kot meglen pokrov tukaj čez Ljubljansko kotlino. In ko je megla, tukaj ni za živeti. Ampak tukaj res nič za živeti. In moraš iti v višje plasti, se pravi na višjo, vse nad 700 metrov, da lahko dihaš, da gor je sonce. In ravno tako je pri tej naši duhovni rasti. Moramo se povzpeti na teh 33.000 metrov goste atmosfere, kjer se tvorijo, kjer so zbrane grozne misli ljudi. In tisti, ki gledate poročila, se dejansko vsak dan zastrupljate s to gosto stvarjo, zato ker televizija, poročila so postala medij za širjenje te teme. Zato je tako pomembno, da izbirate zgolj medije, ki vam večajo energijo. Karkoli, lejte. In če vam jaz povzročam slabe vibracije, ugasnite, iščite naprej, dokler ne najdete nekoga, kar vam dviga vibracijo. In to morate vi se zavedati tega. Ne slepo slediti, zato ker ima 35 milijonov sledilcev, pa sicer v Sloveniji ne, ampak ker ima 10.000 followerjev, zato je pa to tako super. Dajte, mogoče pa ni. Dajte slediti svoji duši, ne
Instagramu, YouTubu, zato ker je tako fajn, zato ker je bestseller, zato ker je v vseh medijih. Ni nujno, da je to, kar je v vseh medijih, najbolj za vašo dušo. Jaz vem, in nenazadnje imam okrog sebe toliko temne energije, da je težko. Ampak meni je žal, ampak zmorete, veste. Vsak izmed nas zmore. Vem, da me ne slišite, ampak ne bom rezala tega. Žalostna sem, ker vidim toliko slabega okrog sebe. Jaz vem, da čista moja žalost, ker jo prenašam iz mnogih življenj. In verjamem, da ko bom počistila to svojo žalost, bom tudi se osvobodila. In vi imate mogoče pa strah, ne vem, karkoli imate, vsak ima svoje za predelati. In vsak izmed nas lahko naredi korake naprej. Ne? Ja, moje čustvo je žalost, zato imam nizek pritisk, ali pa sem imela nizek pritisk, zato ker sem vlekla žalost iz mnogih preteklih življenj. Ne jezi me, nisem polna jeze, ampak žalostna ob dvoličnosti ljudi. In ko vidim zdaj, ko maske padajo, ne moreš verjeti. Ne moreš verjeti. In ja, včasih sem samo tako, glej in se čudi. In vem, da mnogim od vas se tudi to dogaja. In ne bom tale del izrezala, ker na koncu koncev solze so avtopralnica za našo dušo. Solze čistijo bolečino, tako kot dež očisti naravo. Takrat, ko je vse že tako megleno, pride dež, očisti in potem je jasno nebo. Ravno tako so naše solze, pač očistijo. Naj tečejo, naj očistijo, naj pridejo, naj se zgodi čudež notranjega preporoda in ja, glejte, naj se skur vse tisto, kar ni dobro. Jaz veliko uporabljam žajbelj in imam lističe žajblja, zaradi tega, ker prav žajbelj, ta vijolična energija, ker to je vijolična energija očiščenja, vijolična prana, to čisti najbolj težke misli. Uporabljajte žajbelj, kadila, sveti les, uporabljajte sveti zglob uporabljajte vse živo, kar lahko delate, zato da boste sčistili to atmosfero okrog sebe in predvsem bodite pozorni na to, kdo hodi v vašo domovanje. Niso vsi dobri. Niso vsi dobri. Verjemite mi, da niso vsi dobri. Tako da, ja, na zanimiv način sem zaključila tale video, ampak zanimive besede, niso vsi dobri. Ja, mogoče se to jaz učim, da razumem, da ja, niso vsi dobri. Da ta naivnost, da skaklaš tako, ja, se so vsi dobri, tako kot ti. Ne, niso. In to je dejstvo. In dajmo pogledati, vir je prišla ven. Vir, izvor, povezana sem z izvorom, povezana sem s stvarnikom. V sebi imam moč stvarnika. In ja, ta trenutek se bije boj med temo in svetlobo. In vsak izmed nas odloča, kje bo na strani teme ali na strani svetlobe. In če se vrnem na začetek, kako pozdraviti podzavest. Ja, kup dela vas čaka. To so predalčki, tako kot satje, ki se odpira en za drugim in čistiš enega, drugega, tretjega, četrtega, petega.
In ja, jaz sem mogoče zdaj prišla pa do glavnega, kar je žalost. Ne vem, vi imate mogoče kaj drugega. Ampak če ste gledali do tukaj, mogoče imate isto za predelati, ker drugače bi že tako ali tako prej ugasnili ta video. Tako da želim vam vse dobro in naj vam pri vsem, kar delate, pomaga Božji blagoslov. Zaupajte v angele, v svetle sile, zaupajte, da vam bo poslana pomoč vedno, ko jo potrebujete, ker vera je tista, ki vas bo osvobodila. Boste videli, verjemite, zaupajte, da ste veliko, veliko več, kot mogoče mislite, da ste. Tako da uživajte, vse dobro vam želim v vašem življenju.